da dejansko vse omejitve in prepreke so v naših glavah in da s pravilno strategijo in pristopom je vse mogoče. Nikoli nisem razmišljal o konkurenci na tak način, vedno sem gledal, kaj lahko skupaj z občinami in uporabniki naredimo za kakovostnejše življenje ljudi v mestu. In cilj je, da na koncu ta uporabnik, ki je v osrčju, pride iz točke A v točko B vesel. Torej, da ni več to le pot, ampak je to eno potovanje, ker če pridejo ljudje na cilj srečni, veseli, dejansko pol tudi to mesto izžareva. Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Metro Minutke. Danes je z mano Uroš Maklič, direktor EasyParka Slovenija. Vse skupaj se je pa začelo z vašo aplikacijo Mobile Park, ki je pozneje postala del globalne skupine EasyPark. In zdaj me zanima, koliko časa in dela potrebuje človek, da razvije eno funkcionalno delujočo aplikacijo. Tako je. Leta 2015, ko sem naredil prvo transakcijo za mobilno plačevanje parkirnine, so mi vsi govorili, da bo nemogoče. In takrat se vedno spomnim tega svojega čmrla, ki pravi, da čmrl leti kljub temu, da je fizikalno neustrezen za letenje, ker ne ve, da ne bi smel leteti. Kaj želim s tem povedati? Da dejansko vse omejitve in prepreke so v naših glavah in da s pravilno strategijo in pristopom je vse mogoče. Osnovno verzijo aplikacije smo razvili dokaj hitro. Tisti del, kritičen del oziroma tisti težji del pa pol pride v nadaljevanju. In to je povezovanje sistemov med sabo, zakonodaja, sodelovanje z občinami in ne nazadnje je to zadnji steber, ki je potrebno narediti, da vse skupaj funkcionira, prijazna izkušnja do uporabnika in enostavna rešitev za uporabo. Pa ste mogoče med razvijanjem aplikacije bili zaskrbljeni, da bi vas kdo prehitel, ker konec koncev najbrž niste bili edini, ki mu je šlo na živce iskanje kovancev, pa konec koncev lahko bi tudi uvedli plačevanje parkirnine s kartico, ne, na parkomatih in potem pač aplikacija ne bi bila več uporabna. Nikoli nisem razmišljal o konkurenci na tak način, vedno sem gledal, kaj lahko skupaj z občinami in uporabniki naredimo za kakovostnejše življenje ljudi v mestu. In sam sem rekel, če rešimo eno težavo uporabniku, da mu olajšamo življenje, prej ali slej bojo to vrstno zadevo začeli uporabljati, ker pri meni je bil v ospredju neprestano uporabnik. Zdaj, kot ste sami rekli, je približno 10 let minilo, ne, od zasnove Mobile Parka. To je, ni tako kratka doba in kako so se v tem času spremenile mobilne in parkirne navade? Tukaj bi rad eno stvar izpostavil, da so Slovenke in Slovenci dokazali, da si želijo dobrih digitalnih rešitev, da so pripravljeni za digitalizacijo, če je rešitev enostavna za uporabo in prijazna do uporabnika. In danes je povsem nekaj samoumevnega, da lahko ljudje plačajo parkirnino preko mobilnega telefona. Podobno je bilo leta 2019, ko sem želel, da znotraj ene in iste aplikacije lahko tudi polnijo svoje vozilo in 2019 sem upeljal, da je možnost znotraj aplikacije tudi polniti na električnih polnilnicah. In danes, ko pride uporabnik v mesto, ima znotraj ene aplikacije celovito rešitev, tako da lahko polni svoje vozilo in hkrati tudi plača parkirnino. Super. EasyPark je danes na voljo v vseh večjih slovenskih občinah. Imate morda podatke, v katerem kraju ali pa vsaj regiji je največ uporabnikov? Tukaj bi jaz malček drugače zastavil. Ne bi izpostavljal posameznega mesta, ampak bi izpostavil celotno Slovenijo, ker smo v letu 2025 v Sloveniji dosegli dva zelo pomembna mejnika. Prvi je ta, da imamo 100% pokritost na uličnem parkiranju. Pomeni, da lahko uporabnik kjerkoli po Sloveniji plača parkirnino z eno in isto aplikacijo. To smo prva država znotraj skupine v Evropi, ki nam je to uspelo. Drugi pomembni mejnik pa je ta, da smo pokrili tudi električne polnilnice in imamo 100% pokritost na področju električnih polnilnic v Sloveniji, kar pomeni, da smo prva država znotraj skupine Arrive, ki nam je to uspelo in smo kot neke vrste vzor ostalim državam, kako to narediti. Tako da pri tem vprašanju bi dal, da je bistvo, da smo Slovenijo pokrili na najvišji možen način, tako da lahko uporabniki z eno in isto aplikacijo kjerkoli po Sloveniji plačajo parkirnino.
Ja, glede na to, da je pa EasyPark globalna skupina, ne, pa lahko Slovenci z EasyParkom parkirajo tudi v tujini. Kje je recimo to najpogostejše, no, če obstajajo kakšni podatki? Ja, mi moramo pogledati najprej, kako slovenski uporabniki migrirajo. Recimo bomo hitro videli, da na obali migrirajo Koper, Trst, recimo Maribor, grejo v recimo Avstrijo oziroma Graz in tako naprej. Tako da prva država znotraj skupine oziroma znotraj Slovenije, kjer je slovenski uporabnik največ parkira, je v Italiji. Druga je Avstrija, tretja Madžarska, ker so to dnevne migracije, ki se... Seveda, ja, meje. Tako. In tukaj bi izpostavil še eno prednost. Znotraj skupine smo naredili globalno mobilno platformo, kjer uporabnikom omogočamo, da lahko preko ene in iste aplikacije parkirajo tako doma kot v tujini. In to je ta prednost takega sistema. Zdaj me pa zanima mogoče vaša ocena glede pač prometnih in parkirnih navad, ne, če primerjamo Slovenijo in tujino. Ne vem, kje se bolj držijo pravil v smislu, ne vem, da ne zaparkiraš drugega avtomobila, da ne parkiraš na prostorih za invalide, da ne, konec koncev, da ne plačuješ parkirnine in tako dalje. Bom rekel tako, mesto tako samo po sebi ima omejene površine in vedno več je avtomobilov. Zato mesta delajo zelo veliko na temu, da bi naredile kakovostnejše pogoje za življenje ljudi v mestu. In sicer vedno več zelenih površin, da se avtomobile umika na obrobje mesta oziroma v garažne hiše. Tukaj imamo lep primer Kongresni trg v Ljubljani, Lent v Mariboru. To je en segment. Drugi segment je, da se uvaja električne avtomobile, ravno zaradi tega, da se dobi kakovostnejše pogoje oziroma kakovostnejši zrak znotraj mest. In tu je potrebno tudi, da uporabnik spremeni svoje navade. In to je ključ, da mesto poskuša uporabnikom z tem gibanjem, ki ga ljudje delamo znotraj mesta. Zakaj? Ker srčje mesta smo ljudje. In ljudje ustvarjamo neko gibanje. In to gibanje ustvarjamo zaradi različnih vzrokov. Bodi si, ker gremo na kavo, bodi si, ker gremo v fitness, bodi si, ker gremo v službo ali na kosilo. In počnemo to na različne načine. In sicer en način je, da gremo z avtomobilom, z vlakom, z avtobusom. In če pogledamo to gibanje danes znotraj mest, je daleč od brezhibnega. Ja, res je, ja. Mesta se pa zelo trudijo, da bi dosegla to brezhibnost. In s pomočjo naše mobilne globalne platforme ravno to pomagamo mestom, da sprejmejo pravilne odločitve na podlagi podatkov, kar se tiče različnih politik, torej politike prostora, parkirne politike, transportne politike. In cilj je, da na koncu ta uporabnik, ki je v osrčju, pride iz točke A v točko B vesel. Torej, da ni več to le pot, ampak je to eno potovanje, ker če pridejo ljudje na cilj srečni, veseli, dejansko pol tudi to mesto izžareva. Če vas bom vprašal, če pridete vi na eno točko in ste napeta, živčna, dejansko je tudi okolje tako se čuti. Če pa pridete vi vesela na eno mesto, na točko B recimo v tem primeru, bo tudi okolica bistveno bolj drugačno jo boste dojemali. In mesta posvečajo res veliko pozornosti, da bi to naredila in se približala tej brezhibnosti, temu gibanju znotraj mesta. Torej, ni samo parking, ampak so vse elementi znotraj mesta, ki jih ljudje generiramo. Potem se vam zdi, da nekako v Sloveniji posvečamo dovolj pozornosti temu, kar ste ravnokar opisali? Ja, posvečamo. Tako bom rekel, Slovenija ni nič drugačna kot ostale države znotraj Evrope, so pa navade uporabnikov se spremenile v tej smeri, da želijo enostavnost, preglednost in digitalno uporabniško izkušnjo. Ok. Zdaj pa mogoče, če vas malo osebno vprašam, ste vi sami kdaj dobili kakšno kazen za nepravilno parkiranje ali pa ne vem, pretečen čas parkiranja? Seveda, tako kot vsi ostali. Pred aplikacijo Mobile Park je bilo tega bistveno več. Zdaj imam aplikacijo neprestano v žepu, tako da je tega bistveno manj. Bi pa tukaj tudi povedal eno stvar, da iz ene take motivacije lahko narediš nekaj, kar olajša življenje ljudem. To je res, ja. To je, mislim, da dober nauk za vse. Zdaj pa mogoče še za zaključek vaša predikcija parkirnih navad v prihodnosti. Kaj je mogoče naslednji korak od pametne aplikacije, glede na to, da govoriva o digitalizaciji in o tem, da pač tudi želje potrošnikov grejo v to smer?
Trendi znotraj parkiranja oziroma v tem segmentu bodo šli v smeri, kot sem že prej malo načel temo, in sicer vedno več zelenih površin za kakovostnejše življenje ljudi v mestu. Druga zadeva, avtomobile se bo umikalo na obrobje, uvajalo se bo tako imenovano parkirne hiše, gradilo, da se avto spravi v centrih pod zemljo, če rečeva temu tako. Na drugi strani, v skladu z evropskimi smernicami in direktivami, bo vedno več električnih avtomobilov, kar je neizbežno zaradi elektrifikacije. Je pa tukaj ena pomembna zadeva. Znotraj skupine smo letos naredili en pomemben nakup. Nakupili smo skupino Flowbird. In s tem smo ustvarili globalno mobilno platformo, ki je razdeljena oziroma ima 3 stebre. Eden je parking, eden je transport in tretji je avtomotiv. Tako da naš namen ostaja enak. Uporabniku ponudi celovito rešitev, ko pride v mesto in skupaj z občinami narediti mesto prijetnejše za življenje.